Planinsko društvo Slovenska Bistrica je preteklo nedeljo izvedlo drugi pohod za Pohorje od Treh kraljev do Črnega jezera. Pred začetkom pohoda so udeležence nagovorili Andrej Grmovšek iz Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Uroš Petek iz Civilne iniciative za Pohorje brez vetrnih elektrarn in predsednica Planinskega društva Slovenska Bistrica Barbara Frešer. Pohod je namenjen predvsem ozaveščanju, da ne želimo vetrnih elektrarn na Pohorju, da želimo ohraniti Pohorje zeleno, nedotaknjeno, da nas skrbi za pitno vodo, da nas skrbi za grobe posege, ki bi se naj zgodili na tem področju. Še mogoče beseda dve o zbiranju sredstev za dokončanje tega planinskega doma. Kako kaže trenutno? Ja, res je, zbiramo sredstva, da končamo naš planinski dom. Začeli smo z majhnimi koraki, nadaljujemo z majhnimi in odločnimi koraki. Trenutno kaže zelo dobro, podpira nas lokalna skupnost, podpira nas tudi občina, tako da smo optimistični in že načrtujemo naslednje korake, za katere boste tudi kmalu naprošeni in izvedeli v prihodnje. Pohoda se je udeležila tudi Teja Lube iz Goriškega Vrha. Pohorce spremljam dalj časa, njim je zdaj na srečo uspelo, sem vesela za njih, je pa dejstvo, država, tako kot je rekel gospod Šolinc, nekje morajo začeti, zbrali so si Dravograd. Brez skrbi tudi na Pohorju se bojim, da bodo sledili najrazličnejši DPN-ji in da vam zdaj povem, sicer še ni, z Ministrstva za zdravje nisem dobila še uradnega odgovora, čeprav smo zahtevali, prosili po uradnem postopku, namreč smo izvedeli v prejšnjem tednu, da je Ministrstvo za zdravje povedalo in dalo zeleno luč projektu vetrne elektrarne Ojstrici nad Dravogradom, češ vetrne elektrarne Dravogradu ljudem ne bodo škodovali. Ob nezanemarljivem dejstvu, da je hiša na 475 metrih, da sta kmetiji 600 metrov oddaljeni, kmetiji s 300-letno tradicijo in dalje še ostali ljudje. Nepomembno, očitno za Ministrstvo za zdravje popolnoma spregledano dejstvo in kje so tiste varovalke, o katerih govorijo, vedno znova vam govorijo, DPN bo šlo vse po regalcih. Ne, vse so ljudi, ki so opozarjali na škodljivost projekta, NIJZ in podobno, so enostavno izpuščeni iz debate. In tu je sporno, tukaj bi morali zagoreti vsi alarmi, ker danes so na vrsti mi v Dravogradu, ker smo za njih kolateralna škoda, neka nekritična masa 300 ljudi, in se nas ne bojijo, rečejo, nekje bomo začeli, ko bomo potem dali denar tej občini, bo blestela, se bodo pa druge občine kar teple za te projekte. Glejte, ljudje smo na zadnjem mestu in temu je treba narediti konec in mi potrebujemo neko pozornost, nekoga, ki se bo usedel z nami pa rekel, res imate prav, dajmo narediti drugače, dajmo postaviti tja, ker to ne škodi, dajmo postaviti pod nekih predpisih. Danes poslušam strokovnjake, ki rečejo na Pohorju ne, tam pa mi je vseeno. Ne, vsi smo iz Slovenije, smo majhni, nimamo tega vetrnega potenciala tako močno razvitega, da bi si dovolili to pohoditi zato, ker nekje nekdo vidi nek interes.